V današnji oddaji Zmorem. Jernej Slivnik je opravil zadnje priprave in se zdaj že mudi v Pjongčangu, kjer ga 14. marca čaka prvi nastop na paraolimpijskih igrah. Velika udeležba na prvi okrogli mizi Change Your Mindset – Sport for Everyone. Lucija Planinc sledi svojim sanjam in verjame, da bo tudi sama že kmalu udeleženka paraolimpijskih iger. Dobrodošli v Zmorem! Vsega 17-letni Jernej Slivnik bo edini slovenski predstavnik na paraolimpijskih igrah v Pjongčangu. Smučar na monoskiju se je pridno pripravljal in vadil na največje tekmovanje v svoji sicer zelo kratki karieri. Jernej v Južno Korejo ne odhaja po odmevnejši rezultat, temveč po prepotrebne izkušnje, da bo čez 4 leta konkurenčen tudi v boju za najvišja mesta. Pa zdaj na teh igrah bom probal pobrati čim več izkušenj, da bom lahko na naslednjih računal na višja mesta. Jernej ima eno posebno prednost. V svoji ekipi ima namreč Gala Jakiča, ki sicer upravlja vlogo pomočnika trenerja, a je njegov vpliv na Jerneja neprimerno večji. Gre za nekdanjega vrhunskega paraolimpica, ki je 3-krat nastopil na največjem tekmovanju na svetu, zato s svojimi izkušnjami in pridobljenim znanjem pomaga Jerneju. Ne vem, mislim, da Jernej to mentorsko vlogo moja že malo prerastel, tako da se lahko zdaj jaz kaj veliko od njega naučil. Tako da, vsekakor pa potujem z ekipo zato, da pomagam po najboljših močeh in pa probam z izkušnjami, ki sem jih imel kot tekmovalec, na nek način njemu pomagati na tekmovanju, ali z analizo konkurence, kako napadalno pravzaprav stopajo na progo, ampak jaz mislim, da Jernej z dobrim nastopom, dobrim smučanjem bo seveda prišel do dober rezultat in to je v bistvu naša želja in pa cilj, da Jernej tam dobro smuča, do rezultati se bomo pogovarjali, ko bo tekom konec. Jaz predvsem računam, da mu bo malo pomagal pri teh vsakodnevnih takih in drugačnih dogodkih, zdaj bo vse to nekaj novega, pa predvsem s kakšnim pogovorom, da ga bo malo sprostil, da bo lažje se spravil in odpeljal. Jakič se svojih nastopov na paraolimpijskih igrah odlično spominja, deli mnenje ostalih športnikov, da je to največja izkušnja v življenju vrhunskega športnika, Jerneju pa želi predvsem, da uživa in nabere prepotrebne izkušnje. Jaz mislim, da Jernej ima drugače pred sabo, če bo nadaljeval s takim načinom dela in pa imel to podporo, ki jo trenutno ima, svetlo prihodnost. Kje lahko konča, ne bi upal napovedovati, ampak se to večinoma po nekem mojem osebnem mnenju je to vedno limit, ki si ga tekmovalec sam zastavi. In tako visoko, kot si bo on drznil iti, tako visoko lahko tudi pride. Tudi Jernej sam se zaveda, kako pomembno je imeti ob sebi nekoga, ki je dal skozi toliko kot Gal. Jaz verjamem, da bo Gal imel v Koreji kakšne govore, da bo imel kakšne take zelo priporočljive nasvete. Ko je bil zdaj 3-krat na svojih paraolimpijskih igrah, ima zelo veliko izkušenj in verjamem, da mi to lahko samo pomaga. Njegov trener Roman Podlipnik je prepričan, da bo Jernej kljub mladosti in neizkušenosti že skušal tudi na teh igrah poseči čim višje. Seveda pa paraolimpijske igre, doslej daleč največje tekmovanje v karieri mladeniča z Jesenic, prinašajo še kakšen nov izziv. Dolgo odsotnost od doma, morebitno tremo pred velikim tekmovanjem, novo okolje in predvsem privajanje na časovno razliko. Zadovoljni bomo, če bo nekje mu uspel to, kar pokaže na treningu oziroma na teh zadnjih tekmah, če mu to uspe realizirati, potem sem prepričan, da bomo vsi zadovoljni, predvsem pa on. Za tehnične stvari bo skrbel vodja odprave Roman Jakič, sicer Galov oče, ki mu z takšnih tekmovanj izkušenj ne primanjkuje. Jaz sem tam, da organizacijsko zagotovim, da bo Jernej imel dobre pogoje tako za trening, kot seveda potem tudi za samo tekmovanje in seveda, da bo v prostem času zapolnjeno, tako da upam, da bomo imeli kakšen dan časa tudi, da si Pjongčang ogledamo, da ne bomo samo v paraolimpijski vasi. Jernej bo nastopil v slalomu in veleslalomu. Smučam rad obe disciplini. Zdaj zadnji mesec sem večinoma treniral veleslalom, tudi tekme sem samo veleslalomske in bom v Koreji pa večino časa posvečal slalomu, tako da verjamem, da bosta obe discipline na enakem nivoju. Jernej, mi držimo pesti. Zaživela je prva okrogla miza v okviru projekta Change Your Mindset – Sport for Everyone.
Lepo število poslušateljev in tudi govornikov se je zbralo na debati o dobrih praksah v športu invalidov. Mednje zagotovo sodi športno društvo Invalid, ki ponuja različne programe, kamor je vključenih preko 100 otrok. To je zelo pomemben podatek, saj je znano, da so mladi invalidi manj športno aktivni od neinvalidov. Naše glavno načelo je, da otroke in mladostnike spravimo do nekega udejstvovanja v športu. Naše področje je predvsem plavanje in pa športna gimnastika oziroma neka poenostavljena telovadba. Pri nas je koncept tak, da sodelujemo z Mestno občino Ljubljana, ki skrbi za sofinanciranje. Imamo 2 zaposleni trenerki, ki se ukvarjata z otroki in mladostniki do 18. leta, predvsem na področju plavanja in pa že prej omenjene telovadbe. Pričakovano so bili izpostavljeni tudi izzivi prihodnosti, vzroki za nevključevanje v šport in družbo ter pomanjkanje motivacije, pri čemer se je vzpostavil dragocen dialog v smeri promocije telesne aktivnosti med mladimi invalidi. Vesel sem, da so naši sogovorci v bistvu danes podpirali neke teme pereče, ki se vlečejo več let in z gotovostjo in nekako pozitivni luči ugotavljam, da so to težave, ki smo jih tudi sami prepoznali in da delamo na njih, da nekateri smo se že nekako lotili, nekatere bomo poskušali dvigniti še na večjo raven in to je tisto, kar potrebujemo, se pravi, potrebujemo tudi zrcalo akterjev, ki so v to vključeni. Pomembno pa je tudi sodelovanje zveze z URI Sočo. Prav njihovi specialisti so namreč prvi, ki se z invalidi srečujejo po nesreči in tako ravno na začetku navadno dolgega okrevanja. Strokovno izobraženim kadrom pa tudi zelo uspešnega. URI Soča ima dvojno vlogo pri sodelovanju z Zvezo za šport invalidov. Eno je v bistvu, da je srednja slovenska rehabilitacijska ustanova, kjer rehabilitiramo ljudi z najtežjimi okvarami oziroma prizadetostmi. In kot taki mislim, da je naša vloga, da jim tudi prikažemo, da lahko sodelujejo v športu, kateri športi so zanje primerni in jim damo neka navodila za naprej. Drug vidik našega sodelovanja z Zvezo za šport invalidov Paraolimpijskim komitejem je pa v bistvu sodelovanjem z vrhunskimi športniki, ki imajo morda zdravstvene težave, da prihajajo k nam na preglede, da jih vključimo v ustrezno terapijo, da sodelujemo tudi zdravstveno ekipo na paraolimpijskih igrah oziroma pri drugih tekmovanjih. Projekt se nadaljuje tudi v teh dneh, saj bo 7.3. na URI Soča delavnica za starše in otroke, 12. marca pa še za zdravnike. V dvorani Lukna v Mariboru so izpeljali prav posebno dobrodelno prireditev Na svetu nismo sami, lahko si pomagamo. Zbralo se je veliko znanih Slovencev, ki so podprli dogodek pri zbiranju sredstev za športne vozičke in opremo košarke na vozičkih Društva paraplegikov Podravja. Dogodka sta se med drugim udeležila nekdanji košarkarski as Slavko Kotnik in priznani jadralec Žan-Luka Zelko. Mislim, da bi vsi mogli videti en takšen dogodek v živo, da vidijo, kaj pomeni volja in kaj pomeni ta motivacija za ljudi, ki so malo hendikepirani in res imajo to moč v glavi, da pokažejo, da so aktivni tudi športno in z veseljem pridem vedno podpreti takšne športnike. Na licitaciji dražbenih predmetov znanih Slovencev so predstavili smučke Tine Maze, boksarske rokavice Dejana Zavca ter štartni številki s podpisom Filipa Flisarja in Boštjana Klineta, nadalje podpisane smučarske rokavice Ilke Štuhec. Licitacija bo potekala do zaključka akcije, ki še traja in bo trajala vse do mednarodnega turnirja košarke na vozičkih z naslovom Parabasket, ki bo junija 2018 v športni dvorani Miklavž na Dravskem polju. Da se vzpodbuja strast do nečesa, da se vzpodbuja volja in da se v bistvu pokaže tudi nek vzor za vse tiste, ki vedno rečejo, joj, en človek ne more ničesar spremeniti, se mi pa zdi, da se potem na kupu zbere toliko ljudi skupaj vseeno in ta eden naenkrat postane skupnost in s tem tudi pokažemo, da dejansko gre in vedno znova rada spoznavam ljudi, ki imajo v življenju nek cilj in voljo in se borijo ali za sebe ali za druge in to ekstremno cenim in osebno si vedno štejem veliko čas, da sem lahko del česa takega. Do naslednjič pa naj velja, sodnik zapiske pričetek igre. Športne panoge invalidov se včasih bolj, včasih pa manj razlikujejo od športov, ki jih večinoma že poznamo. Manjše prilagoditve in konfiguracije določenih elementov pa lahko športno panogo kot takšno povsem spremenijo. A to ne velja za plavanje, saj je prvo vodilo vedno in povsod, da držimo naš nos nad vodo.
Malce za šalo, malce tudi za res. Uri Soča skuša vsako sredo predstaviti eno izmed športnih panog. Za projektom stoji vodja Juta Ošlak-Krajnc. Glede na to, da so tukaj različni pacienti različnih starosti, imamo 6 oddelkov, od otroškega do poškodb hrbtenjače, smo se odločili, da bomo vsaki teden predstavili eno drugo športno dejavnost oziroma aktivnost kot predstavitev in istočasno povabili športnika, ki bo to svojo športno aktivnost predstavil. To sodelovanje in te predstavitve potekajo v povezavi z Paraolimpijskim komitejem Slovenije in nekako smo uspešni od meseca maja prejšnjega leta do danes smo uspeli predstaviti čez 50 športnih zvrsti. V telovadnici se je zvrstilo veliko športnikov in njihovih trenerjev, kar pomeni, da so naši pacienti imeli možnost v popoldanskem času spoznati športno zvrst, o kateri mogoče še niti ne razmišljajo. Po drugi strani pa opažam, da tudi pacienti, tudi športniki, ki so včasih bili naši pacienti, z vrnitvijo v Sočo ponovno nekako dobivajo zagon, da vidijo, aha, mi pa lahko tudi kaj doprinesemo k sami rehabilitaciji in z svojim znanjem, svojim življenjem pomagajo tem, ki trenutno tukaj noter se zdravijo. Eden izmed takšnih je tudi prijatelj naše oddaje, ki ga zagotovo že dobro poznate. Nino je namreč sprva predstavil svojo zgodbo in plavanje, saj se v tej panogi počuti kot riba v vodi. Danes bom predstavil predvsem paraplavanje in zraven povedal še mojo zgodbo, ter kako je šport meni pomagal, da sem v bistvu tako uspešno rehabilitiran, kakor tudi sem. Morda je koga navdušil, da se bo odslej pogosteje odpravil na bazen. V delovni nesreči sta Uda izgubila Tadej in Mitja, prvi roko, drugi pa nogo. Tudi njun prosti čas je namenjen športu, pa ne samo tistemu, ki ga sicer zelo rada spremljata po televiziji. Pozitivne lastnosti, pozabiš na vse stvari, no. To je moja največja pozitivna lastnost. Pa da bomo kdaj kak prvaki ratali, na olimpijski igri, da ne. To je bilo najboljše. Jutrajna telovadba, fizioterapija, šole hoja, v telovadnici, plavanje, skratka vse, kaj je možno, samo da izkoristim. Plavanje je bila in ostaja ena izmed bolj koristnih športnih panog, takoj ko dobi on dovoljenje zdravnika oziroma ko on lahko naprimer neke stvari že normalno upravlja, pride k nam in mi ga skozi vadbo razvijamo različne motorične sposobnosti, ki mu bojo pol v življenju pomagale. Tukaj so predvsem vzdržljivost, potem gibljivost, moč in pa koordinacija. Naprimer, plavanje je tak zelo koordinacijsko zahteven šport in tudi oni dosti koordinacije izgubijo. Je za konec dodal Jaka Kramaršič. Pa sem se pa odločila za ritmično gimnastiko, pa so bili tudi malo vsi skeptični, kako bom jaz to lovila rekvizite. Ampak sem trenirala 8 let in rezultati so bili tudi zelo lepi, bila sem tudi državna prvakinja. Sem v klubu Vidim cilj, treniramo v Tivoliju. Gre za klub, kjer so vsi otroci s posebnimi potrebami. Zdaj, v tem klubu je več ali manj so manjši. Mislim, da smo samo 3, ki smo starejši. Zato se tudi nam zelo veliko prilagaja treninge in tudi intenzivnost je večja. Jaz sem slabovidna že od rojstva, ampak so to ugotovili šele pri 3 letih, ker sem prej vse normalno delala, kolesarila, smučala. In pa, ko je prišel ta reden pregled, jih je skoraj kap zadela, da v bistvu tako slabo vidim. In od takrat sem začela očala nositi in se je začela ta pot. Ne vidim na daleč in to je lahko največji problem, da ne bom prepoznala osebe, ki je daljena. To pa velikokrat pride tudi do konfliktov v smislu, joj, nisi me videla, zakaj si mi zamerila, zdaj niti ne pozdraviš več, ne? Ker tudi izgledam neslabovidna in zato redko kdo ve, da sem v bistvu slabovidna. Tudi doma so me zmeri tako obravnavali kot normalno, kada ni te slabovidnosti. Je bilo, da sem včasih kaj mogla po drugi poti, ampak niso mi pa dali občutka, da sem drugačna kot drugi,
Tako da mislim, da me je to tudi zelo pomagalo, sploh v puberteti. Predvsem v vodi se res lahko sprostim in pozabim na vse skrbi. Tudi je en redkih športov, ker ni potrebno, da dobro vidiš, tako da lahko tudi oči spočijem. Predvsem je pa najboljše, da imam takoj po šoli, zato da se od šole spočijem, odmislim in pol po treningu se grem lahko spet nazaj učiti. Jaz sem v bistvu šprinterbel, 50 pa 100, prsno pa prosto. Pri plavanju ima slabovidnost slepi, slabovidni pa 12 pa 13 oboje slabovidna. 12 je zelo slabovidna, 13 je malo manj, jaz spadam v 13. V bistvu pri plavanju, sploh pri 12 pa 13 ni neke velike razlike, ponavadi smo kar skupaj. Pri slepih je pa edin zelo se pozna pri obratih ali pa pri skokih, ker eni ne smejo skakati in to je v bistvu ključno. Ja, bile so Evropske igre mladih v Genovi. Trajalo je en teden, ker je v bistvu kar dolga, ker sem imela tekmovanje šele zadnji dan, tako da vmes je bila tudi bolezen prisotna. Tekmovalcev nasploh ni bilo tako zelo veliko, jih je bilo samo žensk je bilo 25, ampak je bila konkurenca kar močna in tudi če priznam, me je kar presenetilo to drugo in tretje mesto. Ja, pripravila sem se pa celo poletje vsak dan, tako da je bilo kar intenzivno. Pri plavanju imam predvsem naštudirano število zaveslajev, zato da vem natančno, kdaj se moram obrniti in kdaj je konec. Zelo me zanima delo z otroki, bi se pa usmerila predvsem z otroki s posebnimi potrebami, ker tudi v tem našem klubu velikokrat pomagam trenerkam, tako da bi nekaj v tej smeri delala. Ja, veliko kolesarim, hodim v hribe, včasih gremo tudi plezati, tako da sem športno kar aktivna. Rada se z glasbo ukvarjam, naredila sem tudi 7 let glasbene šole, tako da klavir, druženje s prijatelji, potovanja zelo rada, tako da. Ja, moram priznati, da šola se je zelo hitro prilagodila. Ni nekih velikih prilagoditev, povečano učno gradivo rabim, pa morajo biti pozorni, da sedim v prvi vrsti, pa da na table pišejo dovolj veliko in z modro in črnim flomastrom. Pri domačih branjih nimam prilagoditev, tako da se moram sama znajti in gre bolj počas, ampak gre. Živijo, sem Lucija Planinc in sem paraplavalka in moj glavni cilj so paraolimpijske igre v Tokiu 2020. Ja, jaz sem na začetku hotela drugače judo trenirati. Mi starši niso pustili, ker je bilo res hudi udarci v glavo. Potem sem se pa odločila za ritmično gimnastiko, pa so bili tudi malo vsi skeptični, kako bom jaz to lovila rekvizite. Ampak sem trenirala 8 let in rezultati so bili tudi zelo lepi. Bila sem tudi državna prvakinja. Najbolj je bilo pa fascinantno, da kije sem najslabše videla, ker sta še 2 in sta zelo majhna. In sem jih metala v zrak 5 metrov visok in spodaj delala piruete in prevale in vseeno jela tisto. V naslednji oddaji pa komentar Jerneja Slivnika po vrnitvi s paraolimpijskih iger. Uživajte! Oddajo sta omogočila Sportklub in Lidl Slovenija. Ustvarimo boljši svet.